V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani, danes je 8. junij, državni praznik, dan Primoža Trubarja in tudi cerkveni praznik Binkošti. Praznik Primoža Trubarja so v prestolnici v Ljubljani obeležili že prejšnjo nedeljo. Evangeličanska cerkev v Ljubljani se tudi imenuje po Primožu Trubarju. Na slavnostnem bogoslužju v Ljubljani pa je na povabilo duhovnika in bivšega škofa Geza Fila pridigala naša duhovnica Katja Brkič Golob. Primož Trubar je oče slovenskega jezika in lahko bi rekli tudi naroda, saj je avtor prvih natisnjenih knjig v slovenščini. Primož Trubar se je rodil 8. junija 1508 na Rašici pri Velikih Laščah in je služboval v Ljubljani kot tudi blizu Novega mesta v Šentjerneju. Primož Trubar je začetnik verskega in duhovnega prebojenja cerkve na Slovenskem. Zato izrekamo iskrene čestitke za dan Primoža Trubarja vsem ljubim Slovencem. Danes pa je tudi cerkveni praznik Binkošti, zato bo današnje bogoslužje svečano in praznično obenem. Ob tej priliki se tudi zahvaljujemo prostovoljcem za lično urejeno okolico cerkve za ta praznični dan. Danes je tudi v cerkveni občini Bodenci v Prekmurju letni shod humanitarne organizacije Eho Podpornica z bogoslužjem, ki se ga med drugim udeležujeta tudi duhovnik Danijel Brkič in Danilo Jovanovič iz naše cerkve. Prenos tega bogoslužja pa je tudi na televiziji Slovenija in si ga bomo lahko naknadno pogledali. Jutri v ponedeljek bo v cerkvi molitveno srečanje, v sredo 11. junija ob 19. bo v cerkvi svetopisemsko predavanje z diskusijo na izbrano temo, in sicer Sad duha. Tematika in predavanje z diskusijo je namenjeno poglobitvi osebne vere in spoznavanju Svetega pisma. Četrtek ob 9:30 dopoldan je srečanje starejših vernic, torej četrtek ob 9:30 dopoldan. V petek popoldan ob 17. uri pa je srečanje za moške na temo Žari in moška duhovnost, in sicer bo praktična delavnica, zato se moški dobite malo prej kot običajno, torej ob 17. uri. Ljudno vabljeni. Naslednjo nedeljo, 15. junija, pa je kot običajno osrednje tedensko bogoslužje. Čez 2 tedna, 22. junija, bomo imeli po nedeljskem bogoslužju kratek občni zbor, nato sledi še tradicionalni cerkveni piknik v gozdičku za cerkvijo. Prijave zbira duhovnik Danilo Jovanovič, ker pa je danes odsoten, se lahko danes prijavite tudi pri meni. Čez 3 tedne, v soboto 28. junija, pa bo organiziran izlet za ženske na Primorsko, in sicer med drugim na dan odprtih vrat med polji Sivke. Predvideno pa je tudi srečanje s prijateljicami iz Evangeličanske cerkvene občine Koper Izola. Prijavite se lahko pri Rebeki Jovanovič. Obvestila končujemo z izjemno čudovito novico, in sicer, da je Ana Pušnik, dekliško Markelič, rodila. Staršema izrekamo čestitke, novi družini pa želimo božji blagoslov. Sedaj pa smo vabljeni, da skupaj zapojemo pesem z naslovom Tu je ta reka.
Biblično vodilo za naslednji teden je iz knjige Zaharija in pravi: Ne silo in ne z močjo, temveč z mojim duhom, govori Gospod nad vojskami. Hvalnica v obliki poezije iz Stare zaveze pa pravi: Tako govori Gospod, ki te je naredil, te oblikoval od materinega telesa in ti pomaga. Ne boj se, moj služabnik, Jakob je Šurun, ki sem ga izvolil, kajti razlil bom vodo po žejni zemlji, potoke po izsušeni zemlji, razlil bom svojega duha na tvoj zarod in svoj blagoslov na tvoje potomce. Rasli bodo kakor sredi trave, kakor vrbe ob potokih voda. Da bomo lažjih src v molitvah in hvalnicah prišli k Bogu, priznajmo svoje grehe. Naš Bog, tvojega duha, tvojega blagoslova smo bili mnogokrat deležni. Toda veliko stvari je v našem življenju ostalo nespremenjenih. Mnogokrat smo bili neposlušni. Veselja, ki smo ga doživeli, nismo znali deliti. V žalosti smo premalo iskali tolažbe. Tudi pot v hišo molitve je mnogokrat izostala. Naš bližnji od nas ni bil vedno deležen naše pozornosti, spoštovanja in pomoči. Zdaj, dobri Bog, tu zbrani prosimo po tvoji skrivnostni moči, ki je moč tvojega duha. Pridi v naše življenja in izbriši vse tisto, kar otežuje našo krščansko vero in življenje in delo. Amen. Naj naša skesana srca potolažijo naslednje besede iz Svetega pisma. Dal jim bom eno srce in novega duha bom položil v njihovo notranjost. Odstranil bom kamnito srce iz njihovega telesa in jim dal meseno srce, da se bodo ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. Moje ljudstvo bodo in jaz bom njihov Bog. Naj nas vse skupaj približa k Bogu naslednja molitev. Naš Bog in Gospod, na praznik duha in cerkve smo zbrani v hiši molitve in prinašamo pred tebe našo zahvalo. Zahvalo, da na svetu zaradi tvojega oživljajočega duha obstaja krščanska cerkev in da k tej cerkvi smemo pripadati tudi mi. Zahvalo prinašamo za vso tvojo pomoč, skrb, odpuščanje, ljubezen in tolažbo. Naša molitev pa je obenem velika prošnja. Prosimo te, napolni naša življenja vedno znova z močjo tvojega svetega duha. Tu v hiši molitve, da bomo sprejeli tvojo besedo, ki nam jo oznanjaš, v naši vsakdanjosti pa nam pomagaj premagovati življenjske težave ter živeti v veri, ljubezni in upanju. Dobri Bog, prosimo te, tvoja volja naj se zgodi. Amen. Sedaj pa smo povabljeni, da skupaj zapojmo pesem, ki pravi: Dobrodošel, Sveti Duh. Dobrodošel, Sveti Duh, med nami.
draga cerkev, izvolite sesti. Prisluhnimo berilu, ki je za današnjo binkoštno nedeljo izbrano iz apostolskih del, 2. poglavje od 1. do 13. vrstice. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni Svetim duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je duh dal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili: glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? Kako da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku? Parti, Medici in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, v Frigiji in v Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci. Vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. Verjetno se nam je že vsem zgodilo, da se z nekom zaradi jezikovne ovire nismo mogli sporazumeti. Tudi zakonci in pari, ki govorijo različne materne jezike, povejo, da se prepirajo v svojem maternem jeziku. Saj je to jezik, v katerem razmišljamo, čustvujemo in čutimo. Torej to, da lahko govorimo drug z drugim v maternem jeziku, je velika prednost. Veliko težje nam je v medsebojni komunikaciji takrat, ko kljub istemu jeziku, ki ga govorimo, z drugimi ljudmi ne najdemo skupnega jezika. V svetu je veliko nesoglasij. Veliko nesoglasij je tudi v nas samih. Včasih smo v nesoglasju z Bogom. Govoriti z bližnjim in z Bogom skupni jezik je velik blagoslov. In tudi mi, ki smo danes tukaj, smo različnih narodnosti, govorimo različne materne jezike. Ne glede na te raznolikosti, pa govorimo skupni jezik, ki nas je po veri v Jezusa Kristusa zbral skupaj v tem jutru. Jezik, ki ga razume naše srce. Jezik Božje ljubezni do vsakogar. Govoriti, razumeti in živeti jezik ljubezni z drugimi je velika Božja milost. In tako nas vabim, da osupli nad tem, kakor ljudje v prvi cerkvi, ko so slišali velika Božja dela v svojem lastnem jeziku, tudi mi poiščemo ponovno v sebi tisti razlog veselja, da lahko slavimo Boga in se mu z milostjo obdarjeni zahvalimo za Svetega Duha, ki tudi danes govori v jeziku ljubezni in pravi: vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Kličimo to ime, kličimo Svetega Duha za svoje življenja. In prva pesem nas vabi k temu. Lahko vstane, kdor lahko.
utišen, ne poznaš, Bog sem čudežen. Dragi očka, Bog čudežev, mi prihajamo pred te in ti izlivamo svoja srca in kličemo tebe za pomoč, tvojega duha za pomoč. Ti poznaš vse, kar nosi vsak od tvojih otrok s seboj, ko gre skozi življenje. In ti si nam dal od svojega duha, da ne bi bili prestrašeni v tem življenju, da ne bi opehali pod bremenom, ampak da bi se dvignili v veri in v moči od tebe nad vse, kar nas vleče stran, da ne bi gledali v tvoj križ, da bi izgubljali pogum. Ti nam pri tem pomagaj. Hvala ti za izlitje moči nebeške, ki do danes ni izgubila pomena niti moči. Zato te kličemo za njo, se ti zahvaljujemo za njo. Amen. Sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, na vrsti utrinek za vas. To pomeni, da se bomo s pomočjo igrače nekaj naučili. Še počakamo še odrasle otroke, najstnike. Takole, prinesel sem eno igračo, ki ni tako enostavna, za katero je potrebno kar nekaj koncentracije in truda, in vas bom prosil, da mi pomagate sestaviti. A mogoče že takoj, brez da beremo navodila, veste, kaj treba narediti? Super. Potem bi te pa kar prosil, da se ta prvi opogumiš in narediš prvo potezo. Tako, primeš, eno je dovolj, da bo še za ostalo. Takole, dal si en element, en sestavni del v ta začetek, ta temelj, pa da vidimo naprej, kdo je še tako pogumen. Izvoli. Mogoče lahko en manjši namig, če damo večjo, bo potem lahko se dalo še graditi naprej. Super, bravo. Naslednji. Kar fantje. Je že tukaj le. Tako. Super, ja, tako. Gremo v zrak graditi. Bravo, najmlajši so najbolj pogumni. Še enkrat. Kar poskusi. Bravo, super. Evo, še kar stoji. Fantje, še vi? Ne? Se vam roke trese? Ker vas vsi gledajo. Ne? Potem pa še, ti si hotel še eno, izvoli, ker ni drugega nobenega bolj pogumnega, tako pa lahko še kakšno. Ti si moj pravi pomočnik. Še, pa še. Tako, bravo. Super. Zdaj pa si kdo upa še čisto na vrhu, izvoli, čisto na vrhu postaviti kakšen tak element, bravo. Super. In še kar stoji. Kaktus bo nastalo iz tega, ja, bravo. In kaj se lahko naučimo iz te igre? Da moramo imeti mirno roko. Po pravilih ne sme noben spode pomagati, se pravi, moramo takole s čisto mirno roko zlagati in ne boste verjeli, nič se ne podre. Vsi tile koščki, ki so zraven v škatli, lahko tukaj gor stojijo in nastane en tak velik kaktus, drevo. Kje smo pa začeli sestavljati to drevo? Na začetku? Na deblu, bravo. Tako, in tudi v Svetem pismu najdemo to simboliko, deblo,
je ali vinska trta, iz Evangelija po Janezu je Jezus Kristus, je Bog, mi smo pa potem vsi iz tega debla ven rasli. Tukaj imamo pa na primeru kaktusa, se pravi vse temelj je Bog, Bog pa je, poznate, najlepši rek iz Svetega pisma, na vsaki poroki se ga prebere, Bog je ljubezen, bravo. In tale temelj, na katerem smo začeli graditi, je ljubezen. In vsi tile sestavni delčki, ki so pa kaj? Kakšni smo mi, kadar imamo koga radi? Kakšni? Prijazni, tole je recimo prijaznost. Kakšni smo še? Zadovoljni, super, veseli, potrpežljivi. Če nas ima ta mamica pa oči rada, kako se do nas obnašata? Pridnasta, tako, kaj še? Lepo se obnašata. Ja? Kar povej. Moji oči grejo v staro stanovanje barvat, pa sem moji mami malo delala tamle, ko smo se preselili. Super, bravo. Oči pa mami skupaj sodelujeta. Kadar se imamo radi, takrat sta oči pa mami aktivno zaposlena, lahko rečemo. Otroci imajo pa mir. Ne? Tako, sedaj si pa še Svetega pisma lahko prisluhnemo vrstici, ki govori o vsem tem. Sad duha pa je ljubezen. Veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Vse to je torej z eno besedo Bog, ki je ljubezen. Hvala otroci za pomoč, krasni sodelavci ste, zdaj pa greste lahko na verouk, kjer boste slišali še kaj novega, zanimivega. Pred nami pa je še kolekta, pobrali bomo prostovoljne prispevke za potrebe cerkve. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King.
Drage sestre, dragi bratje, tako kot smo že zaključili ta del bogoslužja na način, da smo peli v tujem jeziku, kot to večkrat naredimo, iz solidarnosti do vseh tistih, ki pravzaprav prihajate iz drugih dežel in vaš materni jezik ni slovenščina, pa bi želela, da pred današnjo pridigo in današnjim razmišljanjem naredimo še en utrinek. In sicer naj bo to utrinek za odrasle. Tako vabim vernike, ki sem jih prosila za pomoč, da se mi pridružijo tukaj spredaj. Kot smo že slišali v današnjem berilu, praznik Binkošti povezujemo tudi s tem, da so prvi kristjani govorili v jezikih okoliških narodov, da bi tudi njim oznanili evangelij, to dobro novico. Dovolite mi, da tudi jaz preberem najpogosteje citirano vrstico iz Svetega pisma, ki je pravzaprav evangelij v malem in je bila odnesena tudi v vesolje. To je vrstica iz Evangelija po Janezu 3:16, ki jo bomo danes še večkrat slišali, vendar vsakič v drugačni izvedbi. Prva pa bo v originalnem, tako imenovanem koine grškem jeziku, na kar jo bomo slišali še v drugih jezikih. Pravi pa takole. Houtos gar egapesen hoteos, ton kozmon hoste, ton huion, ton monogene, edoken hinapas ho, pisteon eis auton, me apoletai, al ehe, zoen, aionion. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that all who believe in him will not perish, but have eternal life. Uistino, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svog sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. 神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ali je tak ljubo Bog ete svet, da je sina svojega jedinorojenega dal, da vsaki, ki v njem verje, se ne skvari, nego ima žitek veki večne. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Drage sestre, dragi bratje, čeprav nismo nujno razumeli jezikov, s katerimi so govorili naši bratje in sestre, pa smo zagotovo vsi skupaj govorili isti jezik. To je jezik ljubezni. Tako namreč deluje Sveti Duh. Govori z jezikom ljubezni. Vse nas povezuje isti duh, isti jezik. To je jezik ljubezni. Čeprav ne razumemo nujno človeških jezikov, pa razumemo Božjega.
Draga cerkev, apostol Pavel pravilno ugotavlja v prvem pismu Korinčanom 13. Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore predstavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Pa veste zakaj? Ker je Bog namreč ta svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdorkoli vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje, kot smo slišali od naših dragih bratov in sester. Amen. Milost Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z nami vsemi. Amen. Drage sestre, dragi bratje, na svetu po nekih statistikah trenutno poteka več kot 40 oboroženih konfliktov. Poleg tega je v preteklem letu v različnih vojnih spopadih umrlo več kot 200 000 ljudi, kar je najvišje letno število žrtev v zadnjih 3 desetletjih. Veste, vsako leto se na svetu zgodi povprečno 6800 naravnih katastrof. Vsakih 11 minut se na svetu zgodi femicid, torej umor intimne partnerke. Statistika pravi, da se na vsakih 24 sekund na svetu zgodi kriminalno dejanje. Vsake 3 minute je nekdo posiljen. Vsako minuto se zgodi rop. Na vsakih 39 sekund se zgodi nek napad na sočloveka. Približno 3700 ljudi dnevno umre zaradi prometnih nesreč. Zato, dragi zbrani, res ne čudi, da ta svet in mi vsi tako zelo nujno potrebujemo tolažbo. Prav tako tudi ne čudi, da sodobne nevrokognitivne raziskave kažejo, da je tolažba oziroma sprejemanje tolažbe dobesedno vtkana v naša telesa, v naš centralni živčni sistem, pa tudi v naš spomin in predstavlja edinstven način soočanja s težavami, da se človek sploh lahko znajde in deluje v tem svetu. Antropologi ugotavljajo, da človek že od nekdaj išče tolažbo, pri čemer so prvi ljudje uporabljali živalsko kožo za tolažbo in izkazovanje topline. Čeprav imamo danes ljudje različne načine iskanja tolažbe, bodisi v hrani, v odnosih z drugimi, v predmetih, lokaciji, mestu, ne nazadnje tudi v spanju, kupovanju, tehnologiji in umiku, pa teologi radi rečemo, da gre pri tem nevrološkem odzivu na tolažbo in željo po tolažbi v resnici za božji prstni odtis na naših možganih in celotnem živčnem sistemu. Lahko bi rekli, da to izhaja iz tistega, ko Sveto pismo pravi, da ob stvarjenju Bog dihne svoj dah v človeka. Namenimo torej na današnjo binkoštno nedeljo tole nedeljsko razmišljanje in pridigo ravno temu, tolažbi. Prebrali bomo odlomek iz Evangelija po Janezu 14. poglavje,
15. do 19. vrstica in lahko vstanemo, pravi pa takole. Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam, še malo, in svet me ne bo več videl. Vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Hvala Bogu za njegovo sveto, neminljivo in resnično besedo. Dragi zbrani, na Janezov evangelij moramo gledati z izrazito teološkega zornega kota, saj ga v končni fazi tudi imenujemo teološki evangelij, ki ni toliko narativni kot ostali trije sinoptični evangeliji. Apostol Janez je evangelij napisal nekje med leti 85 in 95. Pisal pa ga je v Efezu. Zagotovo je bil originalno prebivalec Palestine oziroma tedanjega Bližnjega vzhoda, saj je zelo dobro poznal tedanje običaje, kraje, ker je v evangeliju navajal takšne podrobnosti, ki bi jih poznal le nativni prebivalec. Janez v istem evangeliju v 20. poglavju v 31. vrstici zapiše tudi to, komu namenja svoj evangelij. Pravi namreč, da evangelij namenja vsem, da bi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, ko bi verjeli, imeli življenje v njegovem imenu. Janez torej skuša z zapisom svojega evangelija ohranjati čisto krščansko doktrino, pri čemer krščanstvo v tem prvem stoletju krčevito brani pred tedanjim vdorom gnosticizma in gnostičnih idej. Če pa želimo razumeti ta prebrani odlomek, potem si skupaj orišimo ozadje oziroma okoliščine, v katerih je do omenjenega zapisa prišlo. Prebrani odlomek moramo umestiti v kontekst 13. in 14. poglavja, kjer vidimo, da se Jezus dobesedno poslavlja od svojih učencem. Ob tem, ko sedijo na zadnji večerji, ko jim je Jezus že opral noge, ko jim je napovedal, kaj sledi, se prične od njih poslavljati. Ti Jezusovi učenci, ti Jezusovi prijatelji se kar naenkrat počutijo kot sirote. To isto situacijo lahko prenesemo tudi v naš vsakdanik. Učenci se morda počutijo približno tako, kot se naši otroci, ko morajo prvič v vrtec, ko se morajo ločiti od staršev, ali pa, ko mi začnemo prvo resno službo, ko se nam kar naenkrat nakopičijo odgovornosti, ali pa, ko se preselimo v drugo mesto zaradi študija, ko si ustvarimo prvi resni partnerski odnos, ko nimamo pojma, kaj v resnici temu sledi, ko se odselimo od primarne družine, ko se razidemo s partnerjem, ko nas nekdo zapusti, ali pa, ko trpimo sindrom praznega gnezda, ko otroci kar naenkrat odletijo iz naše družine in si ustvarijo svoje življenje. Dejansko gre v prebranem odlomku za opis separacije oziroma ločitve od ljubljene osebe, za prepadenost. Ti občutki zapuščenosti, ki jih najdemo skrite v tem odlomku, so pravzaprav tako veliki, da se učenci počutijo kot sirote, kot da bi jih zapustila mama ali oče. Zdi se jim, da nihče več ne bo za njih skrbel. Od njih se kar naenkrat pričakuje, da odrastejo, da postanejo močni, pogumni, morajo se znati braniti, znati morajo zastopati svoja stališča, pokazati osebnostno zrelost.
Vse to so se sicer res da učili v Jezusovi 3 leta dolgi življenjski šoli, vendar se vseeno počutijo kot sirote, ki se ne morejo na nikogar zanesti. Tako zelo si želijo, da bi jih nekdo ljubil, jih usmerjal, jim pomagal, vendar močno dvomijo, da bo v času 1. stoletja temu tako. Menijo, da jim ne bo uspelo zagovarjati ta krščanska stališča in vrednote, ki so se jih naučili od Jezusa. Težko zaupajo drugim. Ne upajo si tvegati prevelike bližine z drugimi, saj se bojijo razočaranja. Raje od zunaj kukajo v notranjost življenja drugih ljudi. In ob vseh teh težkih občutkih jim Jezus pravi: če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi, jaz pa vam bom poslal tolažnika. Ko slišimo te besede, se morda hitro počutimo, kot da smo na tržnici in barantamo z Jezusom. Nekako sodobnemu človeku ni všeč ta navidezno pokroviteljski Jezus, za katerega se zdi, da kar postavlja neke pogoje, ko pravi če. Torej, če me ljubite, boste nekaj dobili. Približno tako, kot mi vzgajamo svoje otroke, saj veste, če boš priden, boš dobil igračo. Hitro lahko pomislimo: Jezus, pa zakaj si tako zahteven? Zakaj od nas toliko pričakuješ? Že tako nam je težko. Zakaj nam enostavno ne moreš poslati in dati tolažnika? Zakaj pogojuješ z zapovedmi? Veste, morda se tudi mi kdaj počutimo kot otroci, ko jim starši postavljamo vzgojne meje in omejitve. Vendar nikar ne sodimo prehitro. In poglejmo v grški izvirnik, o čem pravzaprav govori Jezus. Jezus skuša pomiriti njihovo stisko in trpljenje s tem, ko jim da obljubo. Učenci morajo biti pripravljeni na sprejetje Svetega Duha, zato jim Jezus pravi z drugimi besedami, da morajo v svojem srcu narediti prostor za ljubezen. Prav tako pa morajo to ljubezen izkazovati v dejanjih, v zapovedih. Jezus na tem mestu ne govori o moralizmu, o duhamornem izpolnjevanju postave in zapovedi. Ne govori o lovljenju pik in vejic, pa tudi ne o farizejstvu in o predsejanju drugih, ampak govori preprosto o naslednjem. Ker je Sveti Duh ljubezen, je dan samo tistim, ki ljubijo. Dan je torej tistim, ki izpolnjujejo Božje zapovedi, ki pa so zelo enostavne, da ljubimo drug drugega. Vidite, vse se vrti okoli ljubezni, tega debla, o katerem smo poslušali pri utrinku za otroke. Kakšno lekcijo nam daje Jezus? Sveti Duh je dan tistim, ki ljubijo. Tolažba je torej dana tistim, ki ljubijo, ki so sicer lahko v stiski, v trpljenju, vendar ljubijo, niso maščevalni. Z drugimi besedami, če se počutimo kot sirote, kot zapuščenci, kot trpeči, kot v stiski, prestrašeni, nam Jezus pravi, da so vsa ta stanja premagljiva, če le ljubimo, saj nam on sam pošilja tolažnika. Kdo je ta tolažnik, oziroma grško parakletos, izraz, ki ga najdemo le v Janezovem evangeliju? Čeprav je v tedanjem grškem in helenističnem svetu ta beseda parakletos dobesedno pomenila in se uporabljala za odvetnika ali pravnega svetovalca, zagovornika, zastopnika pred sodiščem, pa iz konteksta Janezovega evangelija vidimo, da Janez govori o drugačne vrste zagovorniku. Apostol Janez nam skuša povedati, da je Sveti Duh oseba, ki posreduje pri Očetu za ljudi, hkrati pa je tudi oseba, ki ljudem govori v imenu Boga. Veste, simbolika te besede parakletos je v tem, da je Sveti Duh tisti, ki teče za nami,
tisti, ki je vedno zraven, poleg nas. Če spet vzamemo za primer življenjsko situacijo, potem izraz parakletos, Sveti Duh tolažnik, je takšen kot mati, ki svojega otroka pusti v širni svet, hkrati pa mu vedno daje prostor, da se lahko vrne domov. Sveti Duh je ta, ki človeku v stiski priskoči na pomoč. Apostol Janez dodatno pojasni, ko pravi, da gre za duha resnice, ki da ga svet sicer ne more sprejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. To, da je Sveti Duh duh resnice, pomeni, da pomaga svetu razkrivati resnico o Bogu, ki pa je, da se vsak, kdor veruje v Boga, lahko reši in ima večno življenje. Jezus je pravzaprav predokus tolažnika, saj je živel in bival na zemlji, ozdravljal bolne, tolažil uboge in strte v duhu, dvigoval nemočne, obujal mrtve, oznanjal Boga. Sedaj pa prihaja še en tolažnik, to je Sveti Duh, duh resnice. To je duh tolažbe, ki je prisoten v vsaki življenjski situaciji, v kateri utrujeni človek potrebuje pomoč. Tolažba, dragi zbrani, je povezana z ljubeznijo. S tolažbo dobimo tudi radost, upanje, veselje. Včasih sploh ne vemo, kako bi molili, vendar Duh posreduje za nas. Apostol Janez nam tudi pove, da svet ne more sprejeti tega duha resnice, ker ga ne vidi in ne pozna. O čem je tu pravzaprav govora? Janez za svet uporabi grško besedo kozmos, ki se v prebranem odlomku nanaša na vse tiste, oziroma na vse tisto, kar je pod vplivom tega sveta, vključuje pa primarno ponos, izkoriščanje, zlo, trpljenje. Tak svet, ki je postavljen na glavo, ki je torej poln ponosa, zla, trpljenja, pomanjkanja ljubezni, ne more sprejeti duha resnice. Apostol Janez ne govori o tem, da nevernik, ki živi v svetu, ne bi mogel sprejeti duha in postati vernik. Pač pa govori o tem, da ta svet, ki je poln zla, enostavno nima duhovnega uvida, ne vidi resnice. Na koncu odlomka pa smo prebrali še, da Jezus dela primerjavo nas s sirotami in obljublja, da nas ne bo zapustil, da nas ne bo pustil samih. Najnovejša statistika pravi, da je na svetu trenutno 147 milijonov sirot, pri čemer številke celo grozovito rastejo. In čeprav imam ob tem v mislih otroke, ki nimajo staršev in sorodnikov, ki bi jih vzgajali, pa lahko danes govorimo še o drugih oblikah sirotstva. Ko Jezus pravi, da nas ne bo pustil kot sirote, nas to globoko zadane, ker s tem poimenovanjem nas, vele ljudi kot sirote, dotika naše največje izzive, naše največje strahove, kot so strah pred zapuščenostjo, osamljenostjo, staranjem, izolacijo, ranljivostjo, samorazkrivanjem. Jezusove besede, ko nas imenuje sirote, nas v resnici opomnijo, da človek v življenju potrebuje nek cilj. Seveda so trenutki v našem življenju, ko se soočamo s tragedijami, spremembami, zločini, s krivicami, zaradi katerih se kaj hitro počutimo kot sirote. Takrat se v nas porodijo vprašanja, kot so: kaj pa zdaj? Kaj naj storim? K komu naj grem? Zakaj se mi je to zgodilo? K komu naj se obrnem po pomoč? Ni fair, ni pošteno, da se mi to dogaja. Kaj se bo zgodilo v bodoče? Kdo me bo ljubil, zame skrbel, me negoval? Ali sem res tako slab človek, da se mi je zgodila ta nesreča? Kdo je na moji strani? Kje je Bog?
Vse to in še več so tipična vprašanja sirot. Kdorkoli izmed nas, ki je kadarkoli v življenju ljubil in imel nekoga rad, a je hkrati doživel tudi izgubo partnerja, moža, žene, otroka, prijatelja, upanja, varnosti, pozna ta vprašanja in občutke sirot. Ali se tudi mi, dragi zbrani, dragi verniki, počutimo kot sirote? Morda izgubljamo voljo do življenja ali pa smo izgubili pomembne odnose z drugimi ljudmi. Morda se kdaj počutimo prazne, izgubljene, se s težavo soočamo s separacijo, se počutimo zavrnjene. Morda pa se nam preprosto zdi, da ne bomo zdržali pod težo tega življenja, da nimamo moči, da smo preveč utrujeni, na napačnih destinacijah, z napačnimi odločitvami, zasuti z obveznostmi, nezmožni treznega, bistrega razmišljanja. V bistvu nas je strah. Strah nas je, da bi osiroteli, da bi izgubili nadzor nad svojim življenjem. Strah nas je, da bi morali zaupati nekomu drugemu, pa če tudi Bogu. Hkrati pa pozabljamo, da pravzaprav nikoli nismo bili ustvarjeni z namenom, da bi bili samozadostni. Nismo bili ustvarjeni kot individualisti. Ustvarjeni smo bili iz ljubezni in zato, da bi ljubili, živeli v odnosih, se podarjali drug drugemu, si pomagali, bili združeni, kot so združeni Oče, Sin in Sveti Duh. Ta simbolika trojstva, te vse presegajoče ljubezni, o kateri beremo tudi v prebranem odlomku. Ves čas se namreč prepleta zgodba med Bogom Očetom, Sinom in Svetim Duhom. Tako kot sirote, kot otroci prihajamo v Božjo sirotišnico, ki je cerkev, kjer utrujeni in obteženi slišimo 2000 let stare Jezusove besede, ki jih je Jezus namenil prvim kristjanom kot najboljšo tolažbo in opolnomočenje. Jezus tudi nam danes pravi, draga sestra, dragi brat, ne boš sirota. Ne bom te pustil sirote, nisi sam. To je obljuba. Ne glede na okoliščine v našem življenju, ne glede na nevihte, separacijo, strahove, smrt, nas Bog nikoli ne bo zapustil, ne bo nas pustil kot sirote. Zato, drage sestre, dragi bratje, hitimo pri izpolnjevanju zapovedi, o katerih govori Jezus, saj nam ohranjanje te zapovedi, da ljubimo, da smo ljubljeni, daje vstop v Jezusovo obljubo, da nas ne bo zapustil kot sirote, da nam bo poslal Svetega Duha tolažnika. Z izpolnjevanjem zapovedi si torej ne bomo kupili Božje ljubezni, saj Božja ljubezen ni na prodaj, ni stvar pogajanja na tržnici, ampak bomo pokazali svojo ljubezen, ki jo imamo do Boga in bližnjega. Veste, vsakič, ko razširimo meje svoje ljubezni, dajemo prostor za vse sirote tega sveta, da lahko Bog vstopi v njihov dom, v njihovo življenje. Ne dovolimo sebi in bližnjim, da bi pristali v sirotišnici tega sveta, ampak bodimo luč in svetilnik vsem tem, ki se počutijo kot sirote, da pridejo v sirotišnico in naročje cerkve. Kaj bomo torej storili, drage sestre, dragi bratje, če se počutimo kot sirote? Jezus nam obljublja, da nam je in nam bo poslal tolažnika. Čeprav ga ne vidimo, živi v nas. Vidimo lahko učinke njegove prisotnosti. Poglejmo v svoje življenje, vidimo lahko spremenjeno življenje. Stvari se obrnejo na glavo. Sestavljanka življenjska se sestavi. On nas tolaži, on nas vodi, usmerja, preobraža in vedno znova slišimo v tem odlomku in vseh ostalih odlomkih kot eho, kot odmev, Božja ljubezen. Veste, kaj se zgodi, ko v naše življenje vstopi Sveti Duh?
pride do spremembe, do transformacije. Vse ovire in prepreke so naenkrat premaknjene. Sovražniki se pobotajo in si odpustijo. To sem v svojem življenju že zelo velikokrat videla. Moč odpuščanja, če tudi na smrtni posteli. To je delo Svetega Duha. Ko Sveti Duh vstopi v naše življenje, so naše bolezni ozdravljene, pa kakršnekoli že so. Patološke odvisnosti so premagane, upanje je vzpostavljeno, dostojanstvo je vrnjeno, ljudje so blagoslovljeni, skupnosti postanejo močne, edinost je očitna, cerkev pa je napolnjena. Dragi bratje, drage sestre, ko Bog pošlje Svetega Duha, se osiromašeni ljudje brez poguma opolnomočijo in postanejo radostni. Nečisti in grešni ljudje se operejo in očistijo, zagrenjeni ljudje odpustijo, obrekljivci utihnejo, konfliktni ljudje se ponižajo, duhovno zaspani se prebudijo, mlačni verniki doživijo nov žar, predvsem, kar je najpomembnejše, pa se oznanja evangelij, da je Bog tako vzljubil ta svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Dragi brat, draga sestra, ko ta luč, nebeška luč Božje ljubezni in moči posije na naju, ti zagotavljam, da najino življenje nikoli več ne bo enako. Doživela sva namreč Boga. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca, vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. O Božji Duh, preišči nas. Sveti Duh, moli z nami. Sveti Duh, tolaži nas. Svetuj nam, pomagaj nam. Duh Božje moči, osvobodi nas. Duh resnice, pokaži nam pot. Duh Kristusa, obudi nas. O Sveti Duh, bodi z nami, bodi naš tolažnik. Amen. In bogoslužje bomo zaključili s pesmijo, ki govori ravno o tem. Prišel je tolažnik.
Sprejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Amen.